Živijo in en lep pozdrav sem skupaj, ponovno se vam javljam, Kristi Žmahar. V mesecu marcu smo in kot že veste do sedaj, smo nekako ta mesec odločili, da posvetimo eni taki zelo pomembni temi in to je dvigu energije. In za ta teden sem vam pripravila video vsebino na temo, kako si lahko pa energijo dvignemo s pomočjo angelov. Ja, veliko ljudi čuti, da so angeli ravno tisti vir energije, katerega marsikdo izmed nas včasih seveda potrebuje, in jaz se s tem definitivno strinjam. Angeli so seveda naši največji prijatelji, naši največji zavezniki in zaradi tega jih lahko prosimo za pomoč na številnih področjih življenja in pri dvigu energije vsekakor ni nič drugače. Mogoče pa malo manj ljudi ve dejansko, kako pa to nekako narediš, da lahko angelom nekako daš priprošnjo, kakorkoli že, da ti pomagajo, če se ti kaj dogaja, če ti kaj niža energijo, če si utrujen, če imaš toksične odnose, če se bojiš za svojo kariero in podobno, kako lahko pa potem pritegneš pozornost angelov oziroma kako jih lahko aktiviraš, da ti na tem področju pomagajo. To je sicer ena taka resnično fajn debata, zaradi tega predvsem, ker veliko ljudi se sprašuje o tem, zato ker ne vejo, kako bi bili pravzaprav angeli sorodni nizkim energijam. To pomeni, če nam energija pade, mogoče ne pomeni, da imamo nizko energijo, definitivno pa pomeni, da imamo znižano energijo, ne? In ko imamo znižano energijo, takrat pač neke visoke energije, kot so angeli, težko pridejo nekako v stik z tem polom, ki je seveda nižji od njihove vibracije, ampak vsekakor se to da, ker če mi malce se pripravimo in zvišamo energije in se oni prilagodijo nam, vsekakor do tega dviga energije lahko pride. In zdaj bi vas rada v 5 preprostih korakih naučila, kako lahko to storite sami, ne? Skratka, no pa gremo. Najprej dajmo priprav. Torej, za angele treba pripraviti teren, kjer bojo oni lahko zasidrali svojo visoko energijo, in v tem primeru bi vam jaz svetovala, ko hočete nek tak proces, najprej na to pripravite vaš dom. Angeli obožujejo meditacijsko glasbo, obožujejo glasbo, kjer so noter mantre, pa kakršnekoli oblike nekega duhovnega petja. Razumete, glasba je neka taka zelo visoka vibracija, ki vsakemu izmed nas veliko prinese, tako da v vašem domu, če boste si predvajali to pač neko lepo glasbo, boste definitivno pripravili teren, da se bodo angeli lahko zasidrali svojo energijo. Kaj še v vašem domu bo dejansko nekako pritegnilo energijo angelov, zato ker bo zvišal vse skupaj vibracijo, svečke, energijske palčke, angelski kipci. Skratka, če si naredite dom eno tako platformo duhovno, potem definitivno vam bo lažje sodelovati z angeli za nadaljevanje, ki ga potrebujete seveda za dvig energije. Tako da najprej pripravite dom, imate tudi par lepih glasb, katere so brezplačno odklenjene na portalu meditacija.si, lahko si pogledate tudi tam, ampak skratka, glasba, energijske palčke, svečke in tako naprej, to je tisto, kar vam definitivno za začetek toplo priporočam. Potem pa druga točka. Ljudje morate vedeti, da zdaj pozornost angelov dobiti ni težko in da je predvsem važen namen, a ne? Tako da ljudi dostikrat sprašujejo, kako naj se pravilno pogovarjam z angeli, kako naj pravilno pritegnem njihovo pozornost, da mi bodo pomagali dvigniti energijo. Ni zdaj kle pravilnega pa napačnega načina, to vam res moram povedati. Definitivno je pa namen tisti, ki šteje. Tako v vsakem primeru že namen nekako odpeljan v smer angelov je dovolj, ampak gre se pa predvsem za to, kaj vam bom pa svetovala kot eno vajo, zaradi tega, ker boste vi lažje dvignili vibracijo do angelov. Predlagam vam, da ta namen zasidrate preko pisanja. To pomeni, da si vzamete en angelski zvezek in vsak dan napišete kratko sporočilce angelom. Dragi angeli, danes razmišljam to in to, ali pa dragi angeli, danes bi vam želel povedati to, tako naprej. Ne rabite pisati karkoli ali pisma angelom, zato da bi vas slišali, ni zdaj to, da so oni tam pismonošni in čakajo, ni pisma danes, ne pogovarjam se s tabo. Ne gre to tako, definitivno ne, ampak definitivno pa ko mi pišemo, je to zelo močna oblika kanaliziranja. To pomeni, da smo mi takrat zelo v stiku z duhovnimi energijami in tudi sami seboj,
In ko smo v stiku sami s seboj, takrat lažje prevajamo te visoke energije, se lažje povežemo na njih. Tudi pisanje, in to mora biti na roko, ne na računalnik, ne. Pisanje dejansko angelom sproža v nas zelo močne občutke ljubezni, močne občutke predanosti, in ko to imamo, se v bistvu ta vibracija ljubezni tako razširi, tako dvigne to energijo, da potem tudi lažje zasidramo samo angelsko ljubezen, torej ne zaradi njih, ampak zaradi tega, ker mi na tej strani odpremo ta vrata. Tako angelski zvezek, dragi moji, nek lep zvezek si najte in definitivno lejte tako kratko sporočil za vsak dan k angelom in boste videli, to res, joj, ne znamo boja, meni je to v življenju naredilo čudeže. Okay. Tretji način, kako si dvigniti energijo s pomočjo angelov, je, da sodelujete z njimi skozi dan. Namreč smo v času, ker dejansko na vsakem koraku ti lahko dobiš neko negativno informacijo, na vsakem koraku mediji in podobno včasih zelo strašijo, da bo to narobe, da bo tisto narobe, da bo ne vem kaj narobe, ne vem kaj bo vse nam padalo na glavo. In dejansko sem videla, sploh zdaj v tem obdobju, da veliko ljudi je zelo tako nalepljenih, to je kot eno lepilo na negativne informacije. Prav iščejo potrditve, da bo nekaj narobe, prav načrtno iščejo, pa si potrjujejo, da bo nekaj narobe. Jaz s tem ne vidim smisla, še manj pa, če hočeš dvigati svojo energijo s pomočjo angelov. Tako da zdaj bomo šli pa mi kontra od tega, mi bomo šli pa takole. Mi bomo šli pa tako, da boste vsak dan načrtno iskali znake od angelov. Dragi angeli, začne se že zjutraj, prosim, dajte mi znak vaše podpore in ljubezni. In potem ti cel dan načrtno iščeš pozitivno, a je to znak, a je ta ptiček znak, a je to pero znak, a mi je nekdo nekaj rekel, a sem nekaj videl in tako naprej. Skratka, če ti si cel dan naravnan na pozitivno, si zelo, zelo dvigneš vibracijo. To je prvo. Kot drugo, se ti zelo odprejo vrata manifestacije in vsekakor imajo angeli potem zelo večji dostop do tebe, zaradi tega, ker ste si potem seveda energijsko bližje, kar pomeni, da ti tudi lažje pripeljejo tisto, za kar si jih prosil, in tisto, za kar potrebuješ tudi dvig energije. Tako da medije negativo izklopite in preklopite na angelski dnevnik, angelske znake skozi dan, torej angelsko obveščevalno službo, ki vam bo ves čas potrjevala, tukaj smo, vas učila, vam dajala znake in tako naprej. Tako da to je vaš tretji korak. Četrti korak je definitivno, jaz mislim, da je to že jasno, meditacija, meditacija, meditacija. Meditacija je umirjeno stanje duha, kjer dejansko potihne cel zunanji svet, kjer ni nikogar razen tebe in tvoje povezave z njimi, in ko se ti spustiš v ta svet, imaš definitivno veliko več možnosti, da si boš nasplošno dvignil energije, pa še potem povabil angele, da ti še pomagajo pri tem namenu. Meditacija je ključna. Če želite obdržati visok nivo energije skozi dan, bi jaz rekla, ne bom zdaj pretiravala, da rabiš 2-krat na dan meditirati, svetujem vam ali mogoče vsakodnevno meditacijo po 10 minut ali pa nekje 4-krat na teden po 20 do 25 minut. Takrat, ko meditirate, in to je čisto dovolj, da boste uspeli ohranjati visoko energijo, da boste uspeli ohranjati angelsko prisotnost in dejansko odpirati energijo, da bodo lahko za vas delovale v manifestaciji. Tako da to je to, meditacija je resnično ključna, pa sploh ne vem, zakaj človek ne bi hotel meditirati, ker to je pa res neko tako čudovito popotovanje duše, se mi zdi. In ta zadnja točka za vas je, angeli so tukaj zato, da nam pomagajo, to se strinjate. Oni so tukaj zato, da nam olajšajo življenje, oni so tukaj zato, da nam nekaj dobrega prinesejo. In kaj mislite na drugi strani, je potem logično, da nekako enako privlači enako, vi naredite nekaj dobrega, vi naredite nekaj angelskega za nekoga. V tem svetu dosti ljudi sem gledala, kaj sem jaz, pa meditirajo tudi samo zase. Vi naredite nekaj dobrega, meditirajte enkrat za naravo, pošljite ji blagoslov ali pa za živali.
ali pa ne vem, dajte brezdomcu, ki ga srečate, upanje, ali pa dajte ponuditi roko nekomu, ki jo potrebuje, naredite neko angelsko delo, ker boste videli, kako to dejansko ta princip dobro se z dobrim vrača, s pomočjo angelov takoj obrne vse v vašo smer. Seveda to ne boste delali zaradi tega, to naredim zato, da jaz nekaj dobim, ampak zaradi tega, ker to je resnično potem življenje z angeli in to je resnično tisto, kar bo vam dvignilo energijo, zelo dobro se boste počutili vi, hkrati pa boste zelo inicirali angelske energije, zato ker tam, kjer je pomoč, tam so prisotni seveda tudi angeli, a ne? Tako da, evo, to je bilo naših 5 korakov. Dajte vseh 5 dela, dajte vseh 5 uvesti torej, do konca tega meseca v svoje življenje, pa boste videli, o čem govorim, kako je. Seveda pa hočete definitivno spremljati tudi našo spletno stran potovanje.si, vedno imamo neke angelske dogodke, angelske meditacije, ogromno zdaj prihaja, pa bomo imeli praznik Bude, pa praznik meditacije, pa skratka veliko lepega nas čaka. Želim vam en prijeten teden, vse angelsko, lepo bodite in se slišimo in vidimo. Adijo.